Zdaj, ko sem te čakal, če bi ti 10 let nazaj rekel, da boš prišel pome v Broncotu na slovenskih tablah, bi te vprašal po zdravju. Pa sem pa začel malo seštevati. Koliko enih ikon ima Ford, pa so bile Slovencem, Evropejcem nedosegljive. Ja. Pa so pa začeli, so pripeljali Mustanga in to V8, ne samo s to malo mašino, pa so pripeljali Forda GT, pa so pripeljali Raptorja, pa zdaj še Broncota. Tale je tudi debel pogled, kaj je Broncota zagledal. A pa ti lahko še jaz nekaj povem? Ja pa dej. A pa se lahko vstava? A spet, jaz se še pogrel nisem, stari, okej, dej vstavi. Evo, tako je prva stvar, ki ti jo želim pokazati, da ta avto ničesar ne skriva. Sem jaz vedel, šel ti na motor najprej, ne? Takoj. Če bom najdel tole za odpret. Pa preštej, prosim te, svečke. Čak sem mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vidiš. Ima kaj za pokazati. Z prednjega konca na zadnji konc. Ja. Ta avto ti ničesar ne prepoveduje, ampak ti svetuje. Usedeš se odzadaj na poličko, prižgeš si taborni ogenj. Čak mal. To pa zgleda takole. A je to... Lahko se usedeš, tudi ti. Jaz imam... Tudi ti. Tudi ti. Čaki. Op. Ojo, v redu je, le to. Čakaj, pa še malo si naprej nagan. Dej, kaj bomo naredili? Še strehco imaš. A ja, tako? Le to. Vse generacije Bronca, prva, druga, tretja, Pa res je kakšen to. detajlček. Stari, a ni to hodiš seksi? v krogi in jih iščeš. A sem malo zdaj že jaz na vrst? Lahko, ampak to je moj del, kjer jaz tebe razlagam o avtu, tako da samo eno stvar, A lahko sam pikico manj zahteven. No, sam hotel sem reči, da mi izgleda bomba, izgleda mi old school, tak, a veš, ameriški mišičnjak v čisto najbolj pravem pomenu besede, predvsem pa en detalj, ki ga ziher nisi videl. Mislim ziher, tako si jaz mislim. Bronco established 1966. Ja, Ta avto je hudo. cel unih, kako so že, easter eggs, da iščeš detajle. To min grede, veš, kdo ga ima? Luka Dončić, plavga, ta prvega. Zdaj se spomnim. Ja. Ampak a si ti vedel, da se ta avto lahko sleče? Kako sleče? Sleče. Ne razumem. Sleče. Odpreš vrata, Ja. spustiš šipo dol, odklopiš elektriko, očaravaš vrata in jih pustiš nekje in se voziš brez vrat. Pa ne samo brez vrat, brez strehe. In čist slečeš avto. Sprednja in zadnja. Vse. A si opazil, da so vsi knofi, vse kar zatipaš je vodoodporno. Robustno pa neka guma pa te fore. Ja, vzameš Trifix, opereš avto. Kako, ne razumem. Ali lahko še bolj preprosto razložim. Vzameš šlauf, opereš avto. Se pravi, vodoodporen kokpit. Ja, peva naprej, nekoga morava še pobrati. Dej greva. Dobar dan. A kartico imata? Mava. Marija, lega. Prav vidim, kako vodo driva. A vi vidva vesta, fanta, da ta avto brede po 80 centi vode. To je skoraj 1 meter. Pa le odgon. En je usta zdaj zakaplal. Lej, kardan je še topo, fantje. Kardan je še topo. Bronco je mehanika, ki obstaja od leta 1966. Jaz se zdaj le počutim, kot da sem nazaj prišel. A veš, kakšno je prestavno razmerje? Pri najhujši terenski različici. 64,33 proti 1. Meni to ne pove veliko, daj mi ti to pokaži. Pogonski zobnik se 64krat obrne, ko se bicikel zasuka šele enkrat. A veš, kaj to pomeni? Prideš ven. Počakaj. Lej, klede se že pokaže genetska zasnova. Vidiš, Mustang križan z Gamsom. 246 kW, 335 konjev, več kot 500 Nm navora, 7 voznih programov, pa GOAT. Ja, Kobe pa Jordan. Greatest of all time. Pusti ste parketarje, ta je resna zadeva. Goes over any terrain. Pel, vidiš, klej je njegov dom. Dobrodošli na Dolenjskem Broncu. Stari, vstav se, razgledance treba napisati. Michigan, žlahti. Bronco je bo pa podpisal. Ja, Henry, dragi Henry. Dragi Ata. Dragi Ata Henry. Ja. Ciril me je. Peljal v Alpe. Alpe, ja. Prav, da je lepa cesta, sem da je ozka. Okay. Dragi Grandpa Henry, odkrivam Slovenijo, lepo so me sprejeli.
Saša me je sprehodil po ljubljanski promenade, Cyril me je peljal na alpski sneg, Jurej pa je najprej poiskal moj differential. Tole ti pišem s 3 koles in brez signala na Medvedji Avenue. Tvoj Bronco. PS, gasolin ima isti flavor kot doma. Bronko, podpiši.